Noč čarovnic. Koga briga, da vam gre na živce? Čas je za Halloween. Noč čarovnic. Najljubši čas za težencev, ki enkrat na leto na Facebooku objavijo fotografijo neke knjige ali ukraden vers, ravno dovolj, da lahko moralizirajo o tem, da bi morali praznovati dan reformacije. Resnica je, da imate svobodno voljo in lahko praznujete oboje. Ali ničesar. Resnica je tudi, da lahko knjige berete tudi takrat, ko ni dneva reformacije. Pa tudi, da ni prav nič narobe, če vsaj drugim ljudem privoščite malo zabave. Je noč čarovnic izvorno slovenski praznik? Seveda ni. A če ne želite slaviti slovanskih bogov, vam zares slovenskih praznikov nasploh ostane zelo malo. Zabave se vrstijo, vse več hiš krasijo okostnjaki, nerganje je ne bo odgnalo. Lahko pa se malo priključite. Izbira mask je velika. Če želite biti nekaj res groznega, ste lahko recimo bedni spletni trol, ki iz mamine kleti odriha po vsem, kar je boljšega, lepšega in uspešnejšega od njega. Lahko ste tisti član kolektiva, ki se vtika vse in se do vseh obnaša kot šef, čeprav ni nadrejen nikomur. PS, obnašajte se svoji plači primerno. Lahko ste izprijen makiaveljski politik, ki človeško tragedijo izkorišča v predvolilne namene. Lahko ste tečnoba z družbenih omrežij, ki komentira vse, kar vsem se ve in zaradi lastne nerealiziranosti in nezadovoljstva odriha po drugih. Lahko ste narcis brez empatije, ki si domišlja, da se cel svet vrti okoli njega in njegove neumne samopromocije. Lahko ste nadležni sosed, ki kliče policijo, ker ga sredi dneva moti, igranje klavirja ali poslušanje zvočne knjige. Strašljivo. Prav veliko priložnosti za veselje ni. Oblecite se v zombija, pite svojo kavo s cimetom, okrasite jelko sredi novembra, v okviru legalnega počnite karkoli vaši utrujeni in prestrašeni duši prinaša vsaj malo veselja. Svet je trenutno precej strašljivejši od noči čarovnic. In prave, zlobne pošasti pogosto naokoli hodijo v človeški podobi, po dnevi. Pa čestitke ob dnevu reformacije in neprijeten Halloween.